Kako ocenjujete, kaj bi se spremenilo v samem mestu ob morebitnem prejemu nominacije za prestolnico? Ne o morebitnem prejemu, jaz že sedaj kot župan delujem, kot da jo bomo dobili, zato ker gre za projekt, ki je vseslovenski projekt in ko si na nek način deležen nominacije že prepozno. Mi projekte peljemo naprej. En izmed projektov je prav gotovo gradnja lutkovnega gledališča, ki ga pridno gradimo in bo v mojem mandatu zgrajeno. Drugi takšen projekt je projekt Naskovega dvorca in potem obnova nekaterih drugih kulturnih spomenikov, tudi izgradnja regijske kulturne hiše. Sam pa mislim, da moramo veliko postoriti na prenovo starega mestnega jedra, od Slonškovega trga, Trga Svobode do Rakoševega trga, do Rotoškega trga, do trga Leona Štukla in biti pripravljen na ta način, da bo mesto Maribor popolnoma drugačni podobi, kot je to bilo v preteklosti. Po kakšnem ključu so se zbrala mesta? Gre za vzhodno kohezijo. Celje je samo kandidiralo, zato ni prisotno med nami. Želimo pa si, da jih vključimo v ta projekt. In sem prepričan, da bo odločitev nas 6 županov mestnih občin. 7 je samo kandidiralo, to je Celje. Da bomo v aprilu tako pripravili predstavitev, da bomo to tudi dobili. Želimo si, da vključimo v projekt tudi mesto Varaždin in Pulo, da dokažemo, ne glede na probleme, ki imamo sosedje, da kultura ne pozna politike in ne meja. Zato še želimo vključiti Varaždin in Pulo v ta projekt kulturne prestolnice. Po letu 2012, kakšno bo izgledalo življenje v Mariboru? Priprave na zimsko univerzijado za leta 2013. Hvala.